Najprej bom odgovoril, da ima gospod Hojs popolnoma prav. Ta preiskovalna komisija se je ustanovila, da bi preiskovala te sporne prakse, ki jih je upravljal on v času ministrovanja in je bila to nekako politična zloraba policije. Če se še spomnimo, med protestnim shodom sta s kolegom Mahničem udrla v policijski štab med protestom. Spomnimo se kolega Mahniča, ko je v DZ-ju komentiral, kako bi nahajkal te kolesarje. Mene prav zanima, kdo izraža ta, se pravi, stanja, da bi jaz želel preklicati preiskovalno komisijo. Vsa zgodba se je začela na podlagi pogovora dveh politikov. Tega ne smemo pozabiti. Jaz bi se raje dotaknil tega, da je tudi zelo sporno to pričanje, ki sta ga izvedla gospod Lindav in gospa Bobnar na začetku, če se bo izkazalo, da sta navajala neresnice. In vsi dokazi do sedaj kažejo, da je temu tako. Predsednik vlade in ministrica za notranje zadeve sta imela pogovore. In iz teh pogovorov smo mi pripeljali v tej državi zgodbo do KPK-ja, zgodbo do predkazenskega postopka. Naredili smo celo dramo, kot da se je zgodil ne vem kakšno hudo dejanje. Jaz osebno mislim, da gospa Bobnar nikoli ne bi smela biti ministrica. Kar se pa tiče gospe Bobnar, vse priče, ki smo jih zaslišali do zdaj in vsa dokumentacija, ki smo jo prejeli, ne kaže na to, da bi takrat na zaslišanju navajala resnične podatke. Ko enkrat zasedeš funkcijo ministra, moraš vedeti, da boš tam marsikaj slišal, videl, kar boš moral, če že ne pozabiti, saj zamolčati do groba. Predsednik KPK, gospod Šumi, se je izločil iz postopka, samo navidezno seveda po mojem mnenju, zato ker je osebni prijatelj od gospe Tatjane Bobnar. Tako zdaj. Smem povedati do konca? Prosim. Predsednica države, ki imenuje člane senata KPK, se je dvakrat aktivno vključila v postopek. Se je sama, ne da bi kdorkoli vprašal, javno oglasila in rekla, da Tatjani Bobnar zaupa. Čemu je to rekla? Samo zato, da jo podpre, da poskuša popraviti njeno verodostojnost. Problem je, kdo dejansko nosi danes funkcije. Potem imamo pa predkazenski postopek. Predkazenski postopek vodi policijska uprava Ljubljana, kjer je bila zaposlena gospa Tatjana Bobnar bojda več let. Ja, izvolite. Nobenega zavlačevanja ni strani predsednika vlade. Ampak te komisije, njene integritete ne razbijam jaz kot odvetnik, recimo predsednika vlade, ampak se je sama razbila, razsula se je dobesedno. Zakaj lahko sodeluje v senatu? Dajte malo mir. Ni predsednik vlade kriv, da je KPK prekinila postopek. In ta komisija v tem trenutku, v tem postopku nima več nobene kredibilnosti in vi zdaj žalite pravzaprav predsednika vlade, kako se on izogiba. Ko bomo mi razčistili vse procesne kavtele, ko bomo on imel zagotovljene vse temeljne pravice, ki jih mora imeti vsak državljan v vsakem postopku, bo prišel in bo zadeve pojasnil. Lepo vas prosim, kdo bo verjel v tako komisijo? Problem, ki je nastal v javnosti, kot je tudi Zdolšek rekel, je tako rekoč nikakršen, zanemarljiv. Kar zadeva pa tole, kar ste objavili, ta posnetek je nekorekten, ker ste objavili fotografijo gospoda predsednika vlade. Predsednik vlade nima s temi transakciji popolnoma nič, to je že povedal, gospoda Brišaja sploh ne pozna, pozna ga pa gospod Janša. Preiskovalna komisija, s katero je sprožil državni svet, jaz ne vidim drugače kot eden izmed neštetih manevrov opozicije, ker nimajo 30 glasov oziroma podpisov poslancev. Tudi ko govorite, kaj je edina navezna okoliščina, za katere je zdaj pa GEN-I postal predmet preiskave, je to, da je Golob bil nekoč direktor te družbe. Na ta način mi lahko preprečimo vsem sposobnim ljudem, da iz gospodarstva grejo v politiko. To, kar se pa zdaj grejo s to komisijo, je pa navaden vulgarni način izrabljanja nekih preiskovalnih komisij za politično obračunavanje. Vse to z namenom, da prikrijejo dejansko nezakonito financiranje svojih volilnih kampanj preko madžarskih medijev in preko prijateljice gospoda Snežiča. Mislim, da se to še vsi spomnimo. Na kratko se bom pa samo še dotaknil pritiska, ki ste ga prej omenili. Tega sem pa res videl na lastne oči in sicer od članov državnega sveta, ampak je bil pa nagovornica državnega zbora. Hvala lepa. Pozdravljeni, hvala za besedo. Ne, sem jaz Snežič kriv. Hvala. Matjaž, res si od domu.